Ekipa je napravila še en zelo pomemben korak v boju za naslov prvaka, tokrat s 5. zaporedno gostujočo zmago pri Gorici in skupno 100% izkupičkom proti temu tekmecu v tej sezoni. Na koncu zmaga z 2 goloma Jana Mlakarja in Luke Zahoviča. Na koncu zmaga 3-1. Darko Milanič je v luči večnega derbija prihodnji teden na klopi prvič v sezoni pustil Sašo Jukoviča. Osrednje mesto v obrambi je v Aleksandru Rajčeviću tokrat zasedel Aleks Krecu. Začelo se je silovito, sjajna akcija. Dare Vršič je podal na levo stran v 2. minuti, Žan Kolmanič pred gol, tam pa Jan Mlakar do svojega prvega gola na tekmi. Prvi in tudi edini resen poizkus Goričanov v prvem polčasu, poizkus Osudžija z razdaljo v prečko. Priložnost za povišanje rezultata potem v 27. minuti, ponovno je bil izhodišče Žan Kolmanič na levi strani, njegova podaja je tokrat našla Dina Hotića. Nevsakdanja situacija v 31. minuti, Aleksandar Rajčević je skušal podati na polovico Gorice, potem pa v pomoči vetra žoga skoraj da v domačo mrežo. V 35. minuti pa je bilo tako daleč, tokrat je večji del posla opravil Dino Hotić. Njegov strel je domači vratar Sorčan ubranil, na odbitek pa je naletel Jan Mlakar za svoj drugi gol na tekmi. Do konca polčasa še nekaj lepih priložnosti za povišanje vodstva. Najprej je strel Zahoviću obranil Sorčan. Po kotu Derviševića je Mlakar iz obrata zadel vratnico. Ob koncu polčasa pa še ena koprodukcija med Mlakarjem in Zahovićem, toda ostalo je pri 0-2. Dobro smo šli v tekmo. Hiter zadel, bom rekel dvakrat in pol imel še veliko priložnosti, škoda, da nismo že v prvem polčasu zabili še kakšnega, ampak zasluženo smo šli na odmor z 2-0. Plan je bil v bistvu, da nadaljujemo tako, kot smo začeli, vemo kakšni so rezultati 2-0, vedeli smo, kako bojo oni reagirali in pol so nas stisnili, smo dobili gol, ampak pol spet dobro odreagirali in zasluženo zmagali. V drugem polčasu nekoliko manj zanimivih situacij pred obema goloma. V 49. minuti so zapretili domačini, Etienne Velikonja je zadel vratnico. V 58. minuti potem poizkus Martina Mileca z razdalje. Priložnost za povišanje vodstva sredi drugega polčasa, toda sodniki so ob podaji Kolmaniča zaustavili Luko Zahoviča zaradi domnevnega ofsajda. Ostalo je pri 2-0. Domačini so prišli do znižanja rezultata, po gneči in izbijanju je Velikonja zabil mimo Pirića za znižanje na 1-2. Znižanje ni trajalo dolgo, le 5 minut zatem je Dervišević lepo podal, vrhovec podaljšal z glavo, Luka Zahović pa zabil z neposredne bližine za 3-1. Do konca tekme še nekaj menjav in pa še ena priložnost, ki se je po prodoru Tavaresa ponudila Bajdetu. Ostalo je pri 3-1, torej še 8. zmagi Maribora proti Gorici v 2 sezonah. Sedaj pa bo napočil večni derbi, dolgo pričakovani večni derbi, ki lahko prinese že odločitev v boju za naslov prvaka. Je pa jasno, da se bomo zdaj odpočili in potem zelo hitro začeli nabirati energijo, polniti akumulatorje, če lahko tako rečem, za tekmo, ki nas čaka, katera je za vse nas, za fante, za klub in za naše navijače izredno pomembna in tu bo energija in jasno je, da gremo na naslov. Sobota, Ljudski vrt, 17:45.